Živijo vsem. Evo, hvala, da ste nam se pridružili. Mogoče nam bo še kdo zdaj, ko začnemo. Torej, smo na dogodku Arena tehnologij, ki ga organizira Tehnološki park. Željo, da čim več mladih pritegne v svet tehnologije in znanja. Jaz sem Martin in sem šel na Stanford obiskat profesorja Jureta Leskovca, ki vam ga najlažje predstavim kakor Luka Dončić umetne inteligence v svetu. Torej, kaj pa sploh ASEF je? ASEF pomeni American Slovenian Education Foundation. Gre za neprofitno organizacijo, ki torej podpira izmenjave, štipendije, povezovanje med slovenskim akademskim okoljem in svetom. Delujemo na 2 programih, ki jih danes predstavljamo. Eno je raziskovanje v tujini. To je raziskovanje, ko gremo iz Slovenije v tujino na eno izmed fakultet. Drugo je pa obisk Slovenije, kjer pa pridejo Slovenci iz tujine, ponavadi iz Amerike. Danes imamo tukaj Mileno iz Buenos Airesa, ki ima slovenske korenine in je prišla na obisk v Slovenijo. Torej, glavne vrednote ASEF-a so nekako akademska odličnost, iščemo tiste, ki so najboljši, najbolj nadobudni, oblikovanje značaja in pa predana služba. Fundacija deluje že od leta 2016 in cilj je, da gradimo mostove med tujino in Slovenijo v raziskovanju. Zdaj, da vam povem, ker smo lih na Areni tehnologij, prav danes so se odprle prijave za leto 2026, tako da, če poznate koga, ki bi ga zanimali ali pa vas zanima, si lahko pogledate. Z mano so danes še 4 ASEF štipendisti, 3, ki so iz Slovenije šli v tujino in pa ena, ki je prišla iz tujine v Slovenijo. To so Domen Škrlep, ki je odšel na Princeton in je strojnik. Potem imamo Jakata Godejša, ki je odšel v Avstralijo in je raziskoval orodje za promocijo turističnih destinacij, tehnološko. Potem imamo Zalo Perko, ki je prav tako odšla v Avstralijo in iskala rešitve za plastične odpadke, upam, da sem prav povedal. In pa Milena, ki je kot štipendistka Visit Slovenija prišla iz Argentine in je trenutno na 10-tedenskem obisku v Sloveniji, ter kot medicinska sestra kroži po različnih oddelkih Onkološkega inštituta. Zdaj, ASEF ni samo obisk v tujino, ampak je zraven še veliko drugih aktivnosti, od katerih bomo govorili. Ena izmed teh je tudi ASEF podcast, ki ga pravkar tudi snemamo v živo. Zdaj, če koga zanima več, so tudi neke brošure v občinstvu, ki jih lahko pogledate. Zdaj pa kar prosim naše goste, da se vsak posebej predstavite, kaj študirate, kam ste šli na obisku ASEF, do katerega profesorja, kaj ste raziskovali in pa zakaj ste se prijavili na ASEF. Pa lahko kar Milena začneš. Dobro, jaz sem Milena Zupanc, prihajam iz Buenos Airesa, Argentine in sem trenutno tukaj v Sloveniji že skoraj 5 tednov in raziskujem v Onkološkem inštitutu tako različne oddelke, med katerim krožim vsake 2 tedna v različnem oddelku. Že v Argentini se kot medicinska sestra ukvarjam z onkološkimi pacijenti, tako da prideti sem v Slovenijo in videti, kako se razlikuje sistem kot v Argentini, je pa tudi kar dobro. Bolj zanimivo. Kako si pa zvedla za ASEF v Argentini? In za ASEF v Argentini so že pred leti prihajali različni slovenski Argentinci ali argentinski Slovenci in približno jih je že vsaj 10 prišlo v Slovenijo, tako da zaradi njih sem poznala ASEF. In sem se lani pa upisala zadnji dan, da bi lahko sem prišla in sem bila pa kar zadovoljna s tem. Super. No, se bomo še govorili kasneje o slovenski skupnosti v Argentini. Gremo kar naprej, Jaka. Ja, hvala. Lep pozdrav vsem še z moje strani. Jaka Godejša, končujem magistrski študij na Univerzi na Primorskem, fakulteti za turizem, turistiki. Odpravil sem se v Avstralijo, v Geelong, na Deakin University, k dr. Kai Antley, v bistvu v laboratorij za virtualno resničnost. In tam smo skupaj raziskovali, kako lahko izkušnje virtualnega kolesarjenja vplivajo v bistvu na vzpostavljanje imidža turistične destinacije. V tem primeru pač uporabnikom, ki so bili v Avstraliji. Jaz sem od sabo odnesel v bistvu posnetke iz Krasa, slovenskega in italijanskega Krasa.
in oni so imeli možnost v bistvu to raziskovati virtualno in potem smo z različnimi merilnimi inštrumenti merili, kaj se dogaja z njihovimi telesi in pa tudi z njihovimi občutki in tako naprej. Ful zanimivo. Zdaj, če nam sam lahko poveš na hiter, kaj je virtualno kolesarstvo, ker res prvič slišim za to frazo. Ok, cool. Ja, pač ljudje danes imamo vse več tudi fitness doma, tako da lahko si kupiš sobno kolo ali pa kolo, ki ga imaš, postaviš na trenažer. To so take aparature, kjer potegneš zadnjo gumo z kolesa dol in ga daš na virtualni menjalnik in preko računalnika dejansko gledaš neko vsebino, moč, ki jo ti proizvajaš, se pa dejansko posinhronizira z samim ekranom in tem, kar gledaš. Tako da, če hitreje pedaliram, se bo vsebina hitreje premikala tudi virtualno, ne? Torej, dejansko gledaš neko destinacijo pred sabo. Je pa več vrst, ne? Lahko tudi si daš neko risanko zagledati, ne? Ampak... Ok, ful zanimivo. No, mislim, da Domen največ razume o tem tukaj poleg tebe, ki je strojnik. Povej, Domen, prosim, predstav se. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem. Jaz sem Domen Škerlep, diplomiral sem na Nizozemskem iz Aerospace Engineeringa. To je tako kot neke vrste strojna, ampak recimo specializirana samo za letala in rakete. Potem sem pa za ASEF izvedel najprej prek svojega brata, ki je bil tudi ASEF štipendist, in sem se prijavil takoj po mojem študiju in sem se odločil, da bom odšel na Univerzo Princeton v Ameriko k slovenskemu profesorju dr. Andreju Košmrlu in pri njemu sem raziskoval metamateriale. To so materiali, ki jih v bistvu dizajniraš zato, da imajo določene mehanske lastnosti in raziskovali smo bolj podrobno, naprimer vibracije tankih plošč, ki se pojavljajo v raketah in podobnih strukturah. Tako da, to je bil moj raziskovalni obisk. Super, hvala. Evo, še Zala. Ja, lepo pozdravljeni, jaz sem Zala Perko in sicer ravno sem zaključila magistrski študij biokemije na Fakulteti za kemijo v Ljubljani. Na ASEF sem se pa prijavila k profesor dr. Boštjanu Kobetu v Brisbane na Univerzi v Queensland in v bistvu sem se ukvarjala z delom moje magistrske naloge in sicer z strukturno biologijo encimov za razgradnjo plastike, kar je precej aktualna tema in ker me zanima tudi, ker je v bistvu zelo povezana z varstvom okolja. Se mi je pa na ASEF sem se prijavila tudi zato, ker v bistvu nikoli prej še nisem videla, kako poteka raziskovalno delo v tujini in ker ASEF ponuja tudi čezoceanske možnosti, se pravi ne samo v Evropi, se pravi še Ameriko, Avstralijo, o katerem bomo verjetno tudi več govorili kasneje. Tako, ja, hvala. Evo, se zdaj bi kar tebe, Jaka, vprašal, kaj pa vse ASEF ponud študentu, ko se prijav, ne? Kaj vse je v sklopu ASEF obiska v tujino? Ja, najbolj seksi je ta 10-tedenski obisk v tujino, ne? Ampak v resnici je ogromno enih aktivnosti, ki so zraven. Eno je, da spoznaš zelo krasne in najboljše študente v bistvu v Sloveniji in se zgradi ena taka skupnost in potem imaš možnost tudi z njimi delati različne stvari, ne. Eno je ASEF tutorstvo, kjer v nekih interdisciplinarnih skupinah dejansko še naprej po obisku raziskuješ različne tematike. Ogromno je enih dogodkov, ki jih ASEF organizira, od malo manj formalnih do bolj formalnih, ne, od čisto druženj pa do nekih predavanj in tako naprej. Tako da dejansko si potem več časa kot teh 10 tednov vpet v ASEF skupnost, ne, oziroma verjetno kar celo življenje. Tako nekako, ja, super. Milena, kaj pa obratno? Kaj pa ASEF ponud nekemu tujemu študentu, ki pride v Slovenijo? Približno isto, ker tako kot je pravil Jaka, se približamo v skupnost v Sloveniji. In v Argentini imamo našo skupnost Slovencev, ampak da pridemo v Slovenijo in dobimo tudi skupnost, med katerimi so drugi štipendisti izven ASEF v Slovenijo, ampak ASEF v tujino in lahko tudi njih poznamo. In dobro, v bistvu tem tudi, da
lahko 10 tednov raziskujemo v svojem delu od Buenos Airesa tukaj v Sloveniji. To bo najbolje. Ok, super. Prej si že rekla, da si se zadnji dan upisala na ASEF. Kako pa izgleda prijava za vas tuje študente? Kaj vse morate napisati, je kakšen intervju, kako izgleda proces? In ob začetku je taka prijava, v katerim opisujemo o naši dediščini in kako je naša povezava s Slovenijo, potem tudi o naših raziskovalnih delih tam v tujini, jaz v Argentini, morda prej med letom so tudi prišli iz Amerike, tako da sigurno oni tudi so o tem mogli opisati. In potem pa tudi dve takih, kako bi rekla, pismi, da lahko potem pridemo sem in o tem delamo. In to, o čem smo se učili, kako se to potem lahko v Sloveniji tudi konektira, pa tako. A pa si ti izbrala že pri prijavi, da bi delala na kliničnem centru tukaj? Ne, Ali kako je to? Kako je to bilo? Jaz samo v prijavi sem povedala, da v Buenos Airesu delam v onkološkem oddelku. Tudi sem opisala, da sem prej delala v urgencah. In dobro, tudi sem pa opisala malo o mojem raziskovalnem delu v Buenos Airesu. Diplomirala sem za diplomirano medicinsko sestro z delom s celiakijo. Jaz imam celiakijo, tako da sem malo o tem raziskovala tam v Buenos Airesu, kako v kurikulah iščemo temo, pa je ni. Tako da je lepo videti, da se lahko raziskuje o teh različnih temah. Super. Evo, Zala, zdaj pa prosim, da poveš, kako je pa iz druge strani, ko gremo v tujino, kako izgleda prijavni proces, kako sploh najdeš profesorja? Ja, pri nas v bistvu izgleda majčkeno drugače. Se pravi, na podoben način moraš v bistvu tudi ti napisati dve pismi. Se pravi, eno je raziskovalno pismo, v katerem poveš, se pravi, kakšne so tvoje raziskovalne izkušnje, kakšna tematika te zanima. Nekako se tudi navežeš na to, kateremu profesorju se prijavljaš, se pravi, malo raziščeš, s čimer se on ukvarja. Drugo pismo je pa v bistvu mission statement, v katerem pa napišeš, kako se ti povezuješ z vrednotami ASEF-a, se pravi, profesionalen osebni razvoj, kako bi se ti potem, ko boš prišel nazaj z obiska, vključil v ASEF, v katere dejavnosti. No in če si izbran, v bistvu greš na intervju, se pravi, v intervjuju te ASEF štipendisti sprašujejo majčkeno bolj o teh tvojih pismih, se pravi, da malo bolj razložiš. Potem pa profesorje pa v bistvu najdeš na spletni strani, napisani so njihove, se pravi, s čim se ukvarjajo, njihove tematike. Prijavljaš se lahko k 3 profesorjem in potem v bistvu si izbran k enemu. In ja, mislim, če še kdo kaj doda. Kako si pa ti izbrala svojega profesorja? Zakaj si odločila glede za Avstralijo, na primer? Ja, jaz sem se v bistvu bolj odločila na podlagi tega, s čimer se je profesor ukvarjal, se pravi, delajo na področju strukturne biologije proteinov, ki me zelo zanima kot biokemičarko in hkrati je bila tudi Avstralija zelo dobra destinacija, ampak je bila pa tudi ena v bistvu ASEF štipendistka že prej pri njemu, tako da me je tudi ona navdušila nad njim. Ja, super, mogoče sam dodam še tukaj, da ni nujno, da izberete enega profesorja, ki je že pri ASEF-u, lahko tudi najdete kakšnega drugega profesorja, ki se lahko kot profesor vključi v ASEF in ga potem obiščete. Tako je lani ena moja kolegica Lana tudi obiskala Stanford, ki je našla profesorico slovensko na Stanfordu, ki še ni bila upisana na Stanford. Domen, kako pa izgledajo priprave pred obiskom? Kako sploh najdeš nastanitev v Ameriki, Slovenije? A je to težko? Kako to izgleda? Je težko. Vedno, ko se seliš v tujino, je to kar velik korak. Res, da dostikrat, kar se zgodi z ASEF-om, je, da imamo program, ki se mu reče ASEF Buddy, in to je načeloma, dobiš nekoga, ki je že bil tam na tej univerzi, kjer si ti bil, če je le to možno. Tako sem jaz dobil enega kolega, ki mi je veliko pomagal pri nasvetih, kar se tiče nastanitve, kar se tiče stroškov, takih zadev.
In je pa to zelo stresno. Zdaj ne vem, kakšna je bila izkušnja za ostale. Pri meni je bila nastanitev najbolj stresna. Ne. Viza še nekako gre, res da za Ameriko zdaj je tako, se je proces malo podaljšal. Pa vem, da Zala je tudi imela z vizo kar veliko težav, ampak zame viza je šla. Nastanitev je bila pa tista glavna, ker načeloma jaz na Princetonu dolg časa nisem dobil odgovora, ne, a bom imel nastanitev na kampusu ali ne. In sem potem šele, ne vem, 3 tedne prej, naprimer, sem zvedel jaz, da bom dejansko lahko bival tam. Ne. Tako da je stresno, ampak to je del tega, da gremo v tujino, ne, se mi zdi. Ja, mogoče bi tukaj še dodala, da v bistvu ja, je stresno, ampak se zelo veliko naučiš iskati, pogajati, da dobiš izkušnje za naprej, kako boš mogel to v bistvu. Točno tako, ja. Glede najemnine, kakšna cena najemnine. Ja, tukaj še dodam, da mislim, da še noben ASEF štipendist se mu ni zgodil, da ne bi imel kje zaspati, ko je šel na obisk, no, tako da vem, da tudi ASEF veliko pomaga. Ok, zdaj bi pa prosil kar vsazga, da greste posebej, pa poveste, kako izgleda recimo nek klasičen dan na vašem ASEF obisku, kaj delate čez dan, kako raziskujete, s kom sodelujete, kakšna je vloga mentorja, tako da lahko kar Milena začneš. Milena je še vedno na obisku, tako da je najbolj sveže. Dobro, zgodaj ostanemo, 5:30 zjutraj približno in grem v onkološki inštitut, tam začnem približno ob 7 zjutraj z delom. Kar je to kroženje, imam mentorstvo v vsakem oddelku različno osebo in pod mentorstvom delam, ne, to, da lahko iglico postavim ali pa kemoterapijo oddajam, to pomaga, zmeram kakšen mentor zraven. In potem približno pol enih grem pa kar ven, pridem pa v študentski dom, tam kosim in potem popoldne imam pa prosto, da obiskam tako Ljubljano in morda malo več po okolici. Nimam tako raziskovalno delo, ampak ja vzamem vedno kaj iz onkološkega inštituta, da kaj naprej berem in da se izpopolnjujem iz izrazi, ker jaz po špansko govorim, tukaj v Sloveniji se pa vse tako slovensko učim v izrazih onkologije in to je pa ful dobro. Si predstavljam, da je kar težko vse te fraze, ker mislim, da je še nam Slovencem kdaj jih težko izgovoriti. Ja, po pravici, nekatere fraze so kar približno enake, samo ker se pa spreminjajo nekatere besede vmes pa to, ampak je čisto podobno, kar vse prihaja iz latinščine, to kar je medicinsko, tako da je kar v redu. Ok, the best. Jaka, evo. Ja, moji dnevi so bili zelo zanimivi. No. Na začetku malo drugačni, na začetku sem sodeloval z ogromno profesorji, ker je bil zelo interdisciplinaren projekt. Ne. V resnici sem rabil sobno kolo, to je dala športna fakulteta, potem sem rabil senzorje, ki jih nisem videl nikoli še v življenju in nisem še nikoli delal take vrste raziskav, tako da sem se mogel naučiti uporabljati in meriti srčni utrip in te stvari, da so dejansko dajali te inštrumenti podatke, ki bodo potem bili uporabni za nadaljno raziskovanje. Tako da sem sodeloval z spet drugimi profesorji in potem pa seveda s Kajo, ne, da mi je da smo uredili vse te dostope, da sem imel dostop na kampusu, da sem vedel, kje dobiti stvari, na koga se obrniti in tako naprej. Enkrat, ko pa smo postavili ta protokol moje raziskave, sem v resnici bil samostojen. Jaz sem imel tako booking form, tako da so se mi ljudje naročili na termin, da so prišli na raziskavo in glede na ta urnik sem se jaz potem mogel prilagajati moje življenje. Ne? Torej, en dan sem lahko imel po 5-6 ljudi, ki so prišli na eksperiment, to pomeni, da sem bil cel dan na fakulteti. Spet se je lahko zgodil kakšen dan, ko ni bilo nobenega, kar je zame pomenilo prost dan. Oziroma, imel si druge naloge, mogel sem najti ljudi, da pridejo na moj eksperiment. Tako da, ja, med tednom sem večinoma preživljal na kampusu, spoznal sem tam super druge študente, ki so mi pomagali pri rekrutiranju, pa zabavali smo se, pač spoznaval sem, s čim se oni ukvarjajo, kaj raziskujejo, kaj študirajo. Za vikende sem pa probal biti vsak vikend nekje drugje, ne? Tako da smo spoznali različne avstralske kulture in običaje. Se bomo še govorili o tem. Veš, kaj bi te sam še prosil, da mi razložiš, kako je izgledal en ta eksperiment?
Ja, torej oseba je prišla v to sobo, kjer smo imeli vse nastavljeno. Potrebno mu je bilo namestiti prvo 2 senzorja, eno je bila pametna ura, druga je bil en senzor za srčni utrip, pa za merjenje pota, pa dihanja, pa tako res te fiziobiološki podatki. Vmes, potem so šli na kolo, sprožil se je eksperiment, jaz sem imel 4 videoposnetke krasa, vsak naj bi tudi eno čustvo sprožal, veselje, žalost, jezo in ena mi še manjka. In potem med vsakim tem posnetkom so mogli tudi izpolnjevati anketni vprašalnik. Potem pa še pobrati senzorje, shraniti podatke, vsak senzor je imel seveda svoj file, ki ga je treba shraniti, tako da jaz sem imel še nekaj dela potem z samimi senzorji, jih počistiti, pripraviti za naslednjega gosta. Tako, evo. Še zadnja stvar, kako izgleda jezen posnetek krasa? To tudi mene zanima. Dejansko za to čustvo smo uporabili požare. Torej, kras je 2 leti nazaj, 3 leta nazaj šel skozi to, tako da smo uporabljali to. Ja. Ful dober, ja. Ok, Domen. Tipičen dan. Mičken bolj rutinski, kakor Jakatov, pa tudi v 5:30 se nisem zbujal. Ampak načeloma, jaz sem človek, ki zelo rad pač ima rutino, ne. Tako da bolj kot ne sem imel urnik vsak dan enak, razen recimo popoldnevi so se spreminjali. Drugače pa zjutraj sem vstal, zajtrke, to je bila stvar, naprimer, ki je po večini evropskih univerz nimaš, ne, ampak v Ameriki sem imel jaz vse obroke načeloma pripravljene strani fakultete. Se pravi, jaz sem zjutraj prišel na zajtrk in je bilo tako, kot da bi bil v nekem hotelu, ne. Se pravi, ti prideš tja, prislonaš kartico in imaš vse samo postrežno, v bistvu, no. Tako da s tem se ti prihrani veliko časa in sem zato imel čas, da sem pol, naprimer, ne, takoj sem šel na faks, sem delal do nekje 3 približno, pa sem imel pa jaz treninge odbojke. To je bila ena stvar, ki sem jo jaz delal poleg, kot del raziskovalnega obiska, ampak pač ne povezano z znanstveno smerjo. Tako da pol je bil pa vsak dan tisti trening odbojke do 3 do 5 in potem sem bil konec, pa popoldne pa socialni dogodki večinoma, zato ker je treba najbolj izkoristiti, kar se da teh 10 tednov. The best, evo, še Zala. Jaz pa v bistvu, takoj, ko sem prišla v Avstralijo, sem ugotovila, da so oni zelo jutranji ljudje in da vstajajo ob 5 zjutraj. V bistvu cel njihov dan se začne od 5 do 9 in potem ob 9 začnejo delati, ne. Tako da športajo in vse že naredijo prej. Tako da na začetku sem to še nekako vzpostavila, pol sem pa začela normalno vstajati malo kasneje. Ponavadi pa zjutraj obvezno kava, Avstralci imajo najboljšo kavo na svetu. Res je. V bistvu ob 9 začnejo tudi z laboratorijem in eksperimente sem imela načrtovane že naprej, ker to ponavadi moraš v znanosti imeti, zato da v bistvu rezerviraš vse aparature, ki jih rabiš, reagente in to. Delala sem običajno tam do 5, odvisno pač kako eksperimenti grejo, včasih moraš kaj podaljšati. S profesorjem smo veliko sodelovali, veliko smo imeli teh sestankov skupine, ob petkih smo imeli vedno tea time oziroma lab meeting od 9 do 11. Seminarje, predavanja, tudi profesor je imel enkrat predavanja vmes, na katere nas je povabil. Ker sem pa delala v bistvu del magistrske naloge, tam sem pa že prej tudi mogla poslati svoje spojine, reagente dol. To je bilo malo težje, kako spraviti v bistvu biološko nevarne snovi v Avstralijo, ampak je šlo. Tako da zvečer pa v bistvu, ker sem prišla v zimo, je bila že tema ob 5, tako da tudi tam se zelo umiri, popoldne ni glih veliko
nočnega življenja, čeprav doma se mogoče ne strinja z mano, ampak Jaz sem bil v Avstraliji pol leta pred Zalo, pa je bilo večkrat drugače za me, no, Ampak ti si potoval po Avstraliji? Ali... Jaz sem bil na izmenjavi tam, na študijski izmenjavi, tako da A na isti fakulteti? na isti fakulteti, tako da sem spoznal tudi veliko ljudi pa profesorjev, ker imamo 3 slovenske profesore, ki so vsi del ASEF-a, ki delujejo na tej fakulteti v Brisbaneu, tako da sem že vse ljudi prej spoznal, ampak ja, se pa oba dva strinjava, da je Avstralija obljubljena dežela. se strinjam. The best. Domen, ti si malo že omenil. Rad bi, da malo poveste, kaj vse te univerze ponujajo, mogoče kar nismo navajeni v Sloveniji ali pa v Evropi, in pa kakšne so te razlike, no, nasploh študija pa raziskovanja v Sloveniji, v Ameriki recimo, ali pa v Sloveniji, v Avstraliji. Lahko jaz začnem, pa bojo še ostali povedali pol. Zame načeloma glavna stvar je bila, koliko univerza prispeva k socialnemu življenju, ne? Se pravi organizacija dogodkov. Pa niso to zdaj samo uradni dogodki, ne vem, networking ali pa take zadeve, ker to načeloma tudi ostale univerze imajo, ampak govorim, ne vem, o raznih uradnih plesih. Za kjerkoli hobi načeloma, ki se ga spomniš, boš dobil podporo strani univerze, ne? In to ti da nek občutek pripadnosti tej univerzi in to je meni ful pomenilo, ne? Pa smo imeli, na primer, Princeton specifično vsako leto organizira za vse svoje alumnije tako kot neko parado, ne? In to je trodnevno praznovanje v bistvu, ker se združijo vsi alumni, ki so kadarkoli hodili na Princeton, in imaš dogodke od raznih pač, ja, networking dogodkov do pač zabav in takih zadev. In to spoznaš toliko novih ljudi, ne? Plus vsi si pomagajo med sabo, ne? Pač v Ameriki veliko pomeni, če si ti iz iste univerze, ne? Če prideš do nekoga pa rečeš, jaz sem tudi na Princeton hodil, je to v Ameriki zelo veliko pomeni. Medtem ko v Sloveniji se mi zdi, da ni to toliko poudarjeno, kakor bi lahko bilo. Mislim, da je to isto, kot ko Slovenci srečamo Slovenca, ko potujemo. Točno tako, Pa ja. smo takoj najboljši prijatelji. Ja, tako da to je zame bil pač največja razlika, no. Tako da zdaj ne vem, a je to zaradi finančnega vidika, ker vemo, da ameriške univerze, sploh privatne, načeloma imajo veliko več sredstev, kar se pozna tudi, na primer, pri sami raziskavi, ne, kakšne eksperimente lahko delaš, koliko jih lahko narediš, ne. Nisi toliko omejen, ampak vlaga pa univerza tudi v ostale stvari, ne. Tudi facility vsi so dodelani tako, kot mora biti, ne. Tako da, kar se tega tiče, je to največja razlika, ne. Kako je pa v Avstraliji? Ja, zelo podobno, no, ampak res tle bi se lahko zahvalil, ne, tudi Kaj Jantlej, da je recimo za mojo raziskavo je uspela zrihtati nekaj financiranja, tako da vsak, ki je prišel k meni, je dejansko tudi dobil voucher za $50 za tipo Mercator njihov, tako da so imeli vsi neko motivacijo za sploh se udeleževati raziskave in to sem videl, da je bila neka stalna praksa, da je ogromno študentov v bistvu imelo svoje študentske projekte, ki so jih imeli na oglasnih deskah in so imeli neke voucherje, ki so jih podeljevali, ne, pridite na moj eksperiment, dobite 20, 25, $50. Tega pri nas jaz ne zaznavam, ne, da bi lahko take raziskave speljali že študentje, pa še raziskovalci nimajo pri nas, ne bi rekel, da toliko budžeta, ne. Po drugi strani pa ja, to življenje na kampusu res drugačno, no, kot je pri nas, vseeno mi smo majhna univerza, ne, na obali, res imaš klub, v bistvu študentski klub za vsak hobi, ki obstaja, ne, tako da tudi jaz sem si takoj našel ne odbojko, ampak tekaški klub in sem tam v bistvu prve prijatelje sem v Avstraliji preko takega kluba naredil. Zala. Ja, mogoče bi samo dodala, da je tudi to razlika. Jaz prej še nisem bila na drugih tujih univerzah, ne, da pri nas v bistvu ni kampusa, ampak so fakultete razpršene po celem mestu. Tam je pa v bistvu vse na kupu. Praktično, če karkoli rabiš, greš lahko v sosednjo stavbo, ki je 5 minut stran, tudi glede eksperimentov, raziskovalne skupine so zelo povezane, mogoče tudi bolj malo lažje organizirati, no, glede tega. In ja, tudi več študentov drugih spoznaš, ne, ker zaradi tega.
Ja, te kampusi so res the best, tle v Sloveniji si sploh ne predstavljamo. Stanford recimo, celoten kampus, sem jaz poračunal, da je toliko velik kot Bežigrad, Šiška, Vič pa center skupaj. Sicer je tudi en del gozda tukaj zraven, ampak to je res ogromna zadeva in kdaj rabiš tudi 1 uro, da prideš na drugo stran kampusa. Milena, kako je pa v primerjavi Slovenija pa Argentina? Dobro, Slovenija, jaz sem bolj videla razlike v tem sistemu, medicinskem sistemu. V Argentini diplomirane medicinske sestre in srednje medicinske sestre pač delamo isto, nimamo takih različnih kompetencah, ampak tukaj v Sloveniji se pa to vidi. Se vidi, da srednja medicinska sestra ima svoje kompetence in diplomirana medicinska sestra ima pa svoje. In to pa mislim, da podpira, da srednje medicinske sestre potem lahko prijejo do diplomiranja. In v Argentini, ker imamo pač iste kompetence, pa ne pridejo veliko do diplomiranja. Tako da mislim, da tam imam neko delo, ko prijem pa nazaj. Ok, super. Veš, kaj me še zanima, kako pa izgleda študij v Argentini? Koliko let recimo študirate, da diplomirate? Imate kampuse, privatne univerze, javne univerze? V Argentini imamo 2 sistema za učenje. Imamo privatne univerze in imamo pa državne univerze, v katerih večina se upiše bolj v državne, ker so brezplačne in imajo tudi zelo dobre statuse v svetu. In jaz sem kot srednja medicinska sestra diplomirala v državni univerzi in za diplomiranje sem pa v privatnem, sem diplomirala v italijanski bolnišnici v Buenos Airesu in tam pa to se vidi, da morda diplomiranje v državni univerzi traja malo več, ker je veliko ljudi za diplomiranje in teh diplomskih nalogah se potem oddaljšajo. In morda v privatnih univerzah imaš pa določen čas in to pa pomaga, da v določenem času se potem diplomiraš. Ok, ful zanimiv. Zdaj me pa zanima, če si imela kakšen kulturni šok, ko si prišla v Slovenijo. V Sloveniji ste zelo formalni, v Argentini morda nismo toliko formalni, to da z roko pozdravljamo ali pa vikamo, tam se kar vsi tikamo in se pozdravljamo kar s poljubom, samo z enim, ne s dvojnim poljubom. To je bila prva morda šok. In potem, da zelo zgodaj večerjate. V Argentini večerjamo ob 11 zvečer, 10 zvečer, vi pa večerjate ob 6 popoldan. Za nas je takrat malce. Tako to je bolj ful šok. A si sploh lačna pol ob 6 zvečer? Ne. Ne. Ker takrat še le pijem morda kavo in potem ob 11 pa hočem pico. Zanimivo. Evo, kaj pa vi, ko ste šli v tujino? Pa jaz nisem, mogoče se moram navezati na tisto izjavo o kavi v Avstraliji. Kot Primorcu jaz ne morem reči, da je v Avstraliji najboljša kava v Avstraliji. Mene je blazno motilo, da nimajo te kulture, da se lahko usedeš v bar od zunaj v nekem starem mestnem jedru in da lahko uživaš in se pogovarjaš s prijatelji, ampak da dejansko dobiš tu gol kavo. Če ne izrecno rečeš, da prosim v skodelico, usedel se bom tam, na takar ne pride ti, ne postreže, moraš si ti iti sam iskat, to je zame bilo čisto too much. Vidim, da ima Zala že repliko, drži roko gor. Kar se drugega nimam. Ne, to se strinjam, ja, res ni. Ampak je mogoče zato, ker so oni bolj zelo aktiven narod in v bistvu zjutraj, naprimer, ko vstanejo, so že vsi zunaj, tečejo, se sprehajajo in ja, po 7 zjutraj, v bistvu njim je bolj važno to, da vzamejo kavo in pol grejo z njo, s kolegico na sprehod, naprimer. Ni toliko to, da se dol usedeš. Večina kavarn tudi nima sploh, da bi se dol usedel, tako da. Mogoče to ni najbolj ekološko, ampak ja, največji kulturen šok je bil pa to, da zelo zgodaj vstajajo. V bistvu polet po mojem še prej okrog 4, ker je čez dan vroče, saj je to vse s tem povezano. Ne vem, če ima Domen še kaj. Glede Avstralije, ne vem, jaz sem imel velika pričakovanja, ker sem prvič šel, tako da mene je Avstralija zelo pozitivno presenetila, predvsem ta njihova kultura, koliko so odprti do tujcev, to je bila ena zadeva, ki je bila meni zelo v primerjavi z Ameriko veliko bolj. Amerika je zelo, pač so odprti do tujcev, ampak
ni pa zdaj, še vsem se bolj zase držijo, ne? Medtem ko Avstralci so, vsaj jaz sem imel tako izkušnjo, da so veliko bolj sprejemljivi, pa hočejo, da si del njihove skupnosti, no? Bom tako rekel. Zdaj, kar se pa Amerike tiče, ni bilo prvič, ko sem bil v Ameriki, tako da nekega kulturnega šoka ni bilo, vedel sem, v kaj prihajam, ne? Je pa res, da so se časi med mojim obiskom zelo spremenili, ne? Ker je bila menjava administracije in se je kar poznalo, no? Moram reči, da ljudje so, določeni študenti so začeli izgubljati štipendije in take stvari in pač so se bali, na primer, potovati po Ameriki tudi, ne? Tako da je bil tudi nek strah prisoten, na primer, med študenti. Tako da, ne vem, to je pa recimo razlika med Evropo, ker se mi zdi, kar se tega tiče, ne boš kar izgubil štipendije iz enega dneva na jutri, ne? Tako da, ja. Ja, meni, ko sem šel v Ameriko, sem imel sicer par kulturnih šokov, predvsem samo vozeči taksiji, pa v trgovini sem lahko plačal svojo dlanjo, ki sem jo povezal s svojo bančno kartico in sem potem le skeniral dlan, kamor je bila tudi povezana moja kartica od trgovine, tako da sem dobil popuste, pa vse ostalo. Recimo pri avtomatskih trgovinah ni treba tehtati stvari, oni te snemajo in če ti kradeš, avtomatsko, ko presežeš nekih $1000 kraje, te potem kar policija ustavi. Do takrat ti pa dovolijo, da vsake toliko časa malo ukradeš. Jaz ne bom priznal, da sem karkoli ukradel, ampak ustavili me sigurno niso. Sem pa več o tem tudi govoril še z dvemi kolegi, Lano in Adrianom, v prejšnji epizodi podcasta, tako da če koga zanima, kako je na Stanfordu bilo, lahko poslušate tisto epizodo. Zanima me še, če ste kam zabavno potovali ob vikendih. Jaz, ko sem bil tam, sem probal čim več Kalifornije videti, ki je sicer ogromna, pa Avstralija vem, da je tudi ogromna, tako da a ste lahko kam šli, kaj zanimivega videli, surfali mogoče? Ja, najboljši del je mogoče to, da si v bistvu zelo blizu morja, ne. Sicer Brisbane sam je, recimo, rabaš 1 uro z javnim prevozom, da prideš do obale. Najlepša sta Gold Coast pa Sunshine Coast, se pravi na jugu pa na severu. Tako da ja, za vikend v bistvu si lahko na plaži se kopaš na pazljiv način zaradi morskih psov. Imajo pa tudi veliko hribov, no, veliko narave, džungle. Tako da jaz sem se včlanila v ta planinski klub univerze, tako da smo skupaj pol hodili in delali izlete za vikende, ja. Pol si potovala, ne, po Avstraliji, po končanem obisku. Ja, pol sem pa v bistvu ostala še približno 1 mesec. Tam vzhodna obala, najela sva v bistvu avto, ki ima gor šotor, kar je boljša ideja kot kampiranje na tleh v Avstraliji. Pa v bistvu so se pol vozila tudi po plažah in tako da je bilo ful dobro. Ja, meni so v Kaliforniji rekli, da ko se greš kopat ali pa surfat, takrat morski psi ne obstajajo zate. Pač se kopaš in jih ni. Kaj pa ostali? Ja, to sem jaz tudi si vedno v glavo dajal takrat, ko sem surfal v Avstraliji, ne, ampak še vsem je strah, ne. Še vsem imaš ta strah, da vedno pa lahko se nekaj zgodi. Da se vrnem nazaj k temu vprašanju, ne. Jaz sem hodil na vikend izlete, zdaj Princeton je zelo blizu New Yorka, ne, tako da sem dostikrat šel v New York, enkrat sem šel v Washington DC pogledat, po končanem raziskovalnem programu sem pa tako podobno kot Zala ostal 1 mesec pa pol v Ameriki, šel tudi na zahodno obalo, San Francisco, Las Vegas, vse to pogledati, no, tako da jaz sem se imel super, zabavne izkušnje, ne vem, mene je zelo, na primer, presenetilo, ker sem z bratom potoval, ne, in sva enkrat spala čist sredi ničesar, zraven nekih Američanov in zjutraj so naju zbudili in so rekli, če bi se šla pač voziti s tistimi all-wheel drive, unimi vozili, ne, čistko prijazno, ne, in je bilo ena najboljših izkušenj, ne. Tako da čist nepričakovano, ampak take stvari so najboljše, pravijo. To zagotovo drži. Ja, jaz sem tudi, skakal sem dostikrat v Melbourne, ker vseeno jaz sem živel v Geelongu, kar je 1 urica stran od Melbourna,
Tako da tam Kar je tako 15 minut za nas. Ne. Ja, Ja. v percepciji. Tako. Ja, absolutno. Drugače pa, ja, jaz sem dejansko smo se z mojo mentorico precej dobro organizirali in smo skupaj šli na road trip, tako da nas je šlo 6 Slovencev. Je prišel še moj mentor iz moje fakultete, pa en moj prijatelj, pa njena doktorska študentka in njen mož. Tako da smo šli v bistvu iz Melbourna do Uluruja, torej v centralno Avstralijo, 2500 km in smo tako v 11 dnevih v resnici šli tam pa nazaj in vmes se ustavljali v različnih krajih. Najbolj mogoče zanimiv je Cobber Pedy, kjer lahko spiš pod zemljo, ker je tam večinoma so pač hiše pod zemljo, ker je tako vroče čez poletje, in kopljejo za opalom, ne? Torej gre za eno tako delovsko mestece. In pa seveda vsi ti hajki, no, potem okoli v centralni Avstraliji, ne, okoli Uluruja, Kings Canyon, Katachuta, tako res krasni hajki za obdelati, no. Priporočam vsem. Dobro, jaz zadnja 2 vikenda sva bila prijatelja iz Argentine tukaj v Sloveniji in v Evropi, tako smo šli malo v Rim in v Medjugorje, v Bosnijo in to je bilo ful lepo in pravzaprav potem potovanje pa po teh 10 tednih grem pa spet v Italijo in pa v Španijo. Malo še tako obiskat. The best. Z Milino sem se pogovarjala zdaj pred podcastom, da prvič koliko dobro govori slovensko in potem mi je povedala, da v bistvu govori bolj slovensko kot angleško in da je skupnost Slovencev v Argentini res velika. Če mi lahko malo poveš o tem, kako deluje ta skupnost. V Argentini deluje že slovenska skupnost okoli 80 let. Prišli so prvi Slovenci v Argentini po 2. svetovni vojni in takrat so pa začeli s slovenskimi šolami, so zbore ko pripravljali, pevske zbore, folklorne skupine in dobro, tako med tednom smo obiskovali argentinsko šolo in ob sobotah pa slovensko in med 3 do 17 leti smo hodili v slovensko šolo in ko smo to dokončali, smo pa prišli v Slovenijo kot maturantsko potovanje za 35 dni in tako spoznali našo dediščino. In govorimo slovensko, kar so naši starši govoriti slovensko in našim staršimi to vzgojili, oni še tudi nam. In upam, da če bom kdaj imela otroke, bom tudi slovensko govorila. Ful dobro, jaz tudi. Mogoče da počasi zaključimo. Kaj je največ, kar ste odnesli iz te izmenjave, recimo akademsko, karierno, kulturno? Kaj bi izpostavili sami, recimo? Bom jaz začel. Zame so predvsem odnosi. Odnosi, ki sem jih navezal, ki sem bil tam, pa govorim tukaj od mentorja do kolegov, ki sem jih spoznal pri odbojki, do vseh ostalih, s katerimi smo se družili pri kosilih, večerjah, karkoli. To se mi zdi je zelo pomemben del tega, da gremo v tujino. Jaz sem vedno rečem, pač poznal sem profesorja, kjer mu sem šel, ne. Profesor Andrej Košmerl je bil moj mentor že pred ASEF-om, ne, in nekako me spremlja skozi mojo karierno pot in s tem, ker sem ga končno tudi obiskal in delal z njim, sva veliko bolj navezala stik, ne, in sem dobil, enkrat sem se izrazil mentorja za življenje, ne. Ampak dejansko je to on je, ne, pač od gimnazije naprej on meni pomaga in tudi naprimer, kar je mene presenetilo, ne, on si je vzel čas zame, ker sem jaz tam bil, da so se usedla pa so eno uro debatirala pa mi je razložil vso snov, ki sem jo rabo vedeti, ne. Kar profesor njegovega ranga, ne, je zelo zaposlen in je to sem zelo cenil, ne, naprimer. In zato tudi meni te odnosi toliko pomenijo, ne, in pol z odbojkarji smo še zdaj v stiku, jaz, ki sem bil v Avstraliji, ohranjam stike in to je zame največ. Zagotovo, odnosi so res tisti, kar neseš s sabo.
Zdaj, čisto iz nekega raziskovalnega, kariernega vidika je pa to res ena širina, ne? Da vidiš, da greš končno iz enega mehurčka, mogoče slovenskega, mogoče pač na tisti univerzi, kjer si pri nas, da vidiš, kako drugot raziskujejo. Jaz sem to že malo nakazal, da sem bil malo v bistvu dan iz cone udobja, ker sem mogel uporabljati neke merilne inštrumente, ki jih v našem načinu študija ni, ne? Mi imamo ankete, pa imamo intervjuje, zdaj pa smo merili izkušnjo z nekimi dejanskimi podatki, ne, preko merilnih inštrumentov, kar je super, ker je to mi odprlo čisto neko novo področje, tako da bom lahko tudi na tem delal še naprej. Drugače pa res, pač odnosi ljudi, ki jih spoznaš tam, jaz srčno upam, da bo marsikdo prišel tudi v Slovenijo, ker sem ga tam spoznal, ali pa da bom jaz lahko še enkrat šel vse te ljudi pozdraviti. No. Ja, jaz se strinjam z obema. No. Jaz sem res hvaležna profesorju, da sem lahko bila tam, on je v bistvu ratal tudi moj somentor za magistrsko nalogo, so pa tudi zelo pripravljeni na sodelovanje, vedno mi govori, da če bom še kaj rabila, da ostanemo v kontaktih. Oni imajo zelo dobro infrastrukturo in tudi v bistvu na nadaljni karierni poti bi tudi z moje strani rada, no, da ostanemo v stiku. Osebno pa ja, v bistvu sem tudi jaz dobila veliko prijateljev dol, veliko ljudi je bilo iz Evrope, z enim Avstralcem sem se videla v ponedeljke, prišel v Slovenijo, ker je bil na eni konferenci v Nemčiji, tako da ni tako zelo daleč, kot se zdi. Ja, in mislim, da to pridobljanje novih izkušenj, ne, tukaj ali po svetu je pa kar dobro. The best. Evo, da zaključimo še zadnji nasveti za bodoče štipendiste, ki se bojo morda prijavili. Dobro, potrebujemo nove talente in v tem, da dan danes v svetu potrebujemo malo več gledati drug na drugega in je dobro, da to svetu nudimo naše talente. Tako da to, da vsak s svojim talentom pogledamo več na drugega. Lepo, hvala. Ja, sploh ni debate, ne? Če pač si začel razmišljati o tem, se moraš prijaviti, to je to. Ne? Tako da res splača, res priporočam, no? Res dobra izkušnja. Jaz bi dodal pri temu, da take izkušnje, naprimer, pač, da imaš ti plačano pač vse stroške, da greš na tak obisk, pač ni kar samoumevno. Ne? In to je zadeva, ki jo v Sloveniji imamo, pa sem se pogovarjal z veliko ljudmi, ki sem študiral na Nizozemskem, pa nimajo takih zadev. In izkoriste to, ne samo zaradi pač kariere, ampak tudi zaradi tega, ker te pač to osebnostno spremeni. Ker ti prideš nazaj v Slovenijo po taki izkušnji, je to pač drug človek si, no, čisto preprosto. Ja, se strinjam, pa rekla bi, da v bistvu tudi mene se je bilo malo strah prijaviti, nisem bila čisto sigurna, tudi če pol, ko sem pisala ta pisma, ampak to še toliko bolj pomeni, se mi zdi, da se moraš prijaviti, moraš iti izven cone udobja in na koncu je res toliko dober, da ti ne more biti žal. Ja, težko bi lep zaključil, kot so povedali moji kolegi. Tako da najlepša hvala še enkrat vsem, da ste se mi pridružili danes na snemanju ASEF podcasta v živo. Zdaj, če bilo komu zanimivo, vabljeni, da pogledate še druge epizode, kar 45 epizod je že posnetih. Med njimi so tudi pogovori z največjimi slovenskimi raziskovalci, tujimi raziskovalci. Tako da najlepša hvala za pozornost in nasvidenje.